Zaradi tega, ker pa se pa sprašujemo, zakaj je to vse zavihano. Ne? Bog je stegnil roko k Božji skrinji, kdo je bil Uza? V današnji Božji besedi iz Evangelija po Luku, 1. poglavje, 38. vrstica, Marija pa je rekla: Glej, dekle sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi, in angel je šel od nje. Naju ful nagovarja, ta zgodi se, oziroma spomnimo se enega dogodka iz najine poroke, ko sva se peljala ni bil najin Fiat, ampak je in je prišla Andreja do tebe, ne? In ti je rekla: Ja, Fiat, to pa zato, ker zgodi se, ne? In sem bila tako, zato. Sicer ni bilo, ni bilo načrtovano, sva pa pač tako videla. Vse je pa pač zgodilo. Ja, vse, pač dejansko sem rekla, zgodi se. In se mi zdi, da velikokrat ljudje dojemamo ta Marijin zgodi se, ker tako, pač angel je prišel, rekel je, glej, pač spočela boš. In Marija je bila tako, ok, v redu. Pač zgodilo se je in pač tako, ampak se mi zdi, da tudi kar naju poroka uči je, da ta zgodi se ni, ta zgodi se Fiat, ni tako nek pasiven, ampak je dejansko pač delo. Za ta zgodi se je Marija in pač tudi vsak izmed nas, midva, se je treba pač tako dejansko potruditi, treba delovati pač s to Božjo voljo za vsakega izmed nas. Je pa vkle še ena stvar, ki si pa ti opazila, par vrstic prej. Ja, pač se mi zdi, da dostikrat dojemamo ali pa si predstavljamo, da je pač angel prišel do Marije in Marija je spustila vse stvari iz rok in rekla, zgodi se. Pač mi pa neki, mislim, jaz osebno v tej svoji človeški naravi tokrat tega ne premorem, pač ker imamo neke zamisli, načrte, tudi pri poroki konec koncev, ful enih predstav, kako nekaj mora biti, in pa se seveda to ne zgodi tako, kot ti planiraš. Tudi Marija, tudi njej ni bilo čisto jasno na začetku. Kleja ne prej rekla, kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža. Ja. Tudi pač ona je vprašala, kako se bo zdaj to zgodilo, ni vedela. Ampak kar je pa važno, je pa to, da je na koncu vseeno rekla, zgodi se. Pač kljub temu, da mogoče ji še vedno ni bilo čisto jasno, čeprav je angel razložil, je vseeno rekla, ok, naj se zgodi ta tvoja volja. Tako da mislim, da se moramo mi predvsem tega učiti od nje in iz tega odlomka. Ja, ker tudi za zakon si lahko pač rečeš ja, pa ne vem, ok, nekaj bomo mogli živeti, kako bo pač to, tretje, ne vem, ti si še študentka, ne, in tako, in pa si postavljaš pač neka vprašanja. Če veš, da je pač to Božja volja, ker pač, kaj se včasih rečemo, ja, sej Bog ne da odgovor, ampak pač nam jih da, nam jih pokaže, jih moramo pač biti pripravljeni slišati in tudi mislim, da ta advent je ena priložnost, da ko pričakujemo njegov prihod, da gledamo, kje nam pač Bog želi spregovoriti, si na koncu, ko pride, rečemo, ja, zgodi se tvoja volja. Danes je druga adventna nedelja, zato zna zveneti nekoliko nenavadno. Če povem, da v bistvu v bogoslužju ne obhajamo nedeljske maše, ne vzamemo torej besedil, ki jih navadno vzamemo na nedeljo, temveč praznujemo Marijin praznik, ki se v celoti in uradno imenuje brezmadežno spočetje Device Marije. Skladno z Marijinim praznikom vzamemo tudi evangeliki, torej ni tisti, ki bi ga sicer brali v nedeljo, temveč oni za Marijin praznik. V nedeljo bi sicer brali začetek oznanjevanja Janeza Krstnika, kot je v Evangeliju po Luku. Zaradi Marijinega praznika pa beremo angelovo oznanjenje Mariji, prvo poglavje Lukovega evangelija, ki niti ni direktno povezan s praznikom. Med spočetjem Device Marije in napovedjo Jezusovega deviškega rojstva je namreč precej let. Gre pa seveda za isto osebo Marije, ki postane Božja mati. Na nedeljo se kaj takega zgodi zelo, zelo redko, kar je tudi logično in razumljivo. Nedeljsko bogoslužje je praznik Jezusovega odrešenskega dela, zato ga ni praznika, ki bi bil pomembnejši od tega.
Ali pač? Pač, no ja, tako rekoč. Zakaj gre? Če tudi imamo seveda radi Marijo, mater našega Gospoda Jezusa Kristusa, kako je vendar to, da naenkrat namesto nedelje praznujemo njen praznik? To storimo zgolj utoliko, ukolikor nam Marija oziroma njen praznik omogoča bolj vstopiti v resnico odrešenika in načina, kako Bog želi, da se odrešenje dokončno izpolni. Z našim sodelovanjem. Sveti Avguštin je v eni od svojih pridig dejal, citiram, Bog nas je ustvaril brez nas, ni nas pa hotel odrešiti brez nas. Kako nam torej današnji Marijin praznik pomaga bolj vstopiti v Jezusovo odrešensko delo ter ga zanj goreče slaviti? Poglejmo najprej v katekizem, kjer najdemo razlago tega, kar verujemo in torej danes sploh praznujemo. Na kar bi se rad kratko ustavil ob dveh vidikih tega katekizemskega navedka. Odstavek 491 prav takole. Cerkev se je v teku stoletij zavedala, da je bila Marija, ki jo je Bog napolnil z milostjo, tle citira Luka 1:28, odrešena že ob svojem spočetju. Blažena devica Marija je bila v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega madeža izvirnega greha in sicer po edinstveni milosti in posebni pravici, ki jo je Bog podelil glede na zasluženje Kristusa Jezusa, odrešenika človeškega rodu. Zakaj sploh naše ukvarjanje z devico Marijo in ne preprosto osredotočenost na Jezusa? Preprosto, ker Jezus pač ni ideja, temveč je v določenem trenutku zgodovine delil naše človeško življenje. In kot človeška oseba ni padel z neba, temveč se je želel v polnosti vključiti v našo meseno izkušnjo, začenši seveda z rojstvom iz svoje matere. Bog postane človek in prevzame naše meso. Izreden dogodek, ki terja izredne okoliščine, začenši z brezmadežno devico Marijo. Kot rečeno, dva vidika, ki bi se ju rad danes dotaknil. Prvi je Marija, ki je napolnjena z milostjo. V evangeliju slišimo: pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Luka 1:28, malo naprej pa še: kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? Angel ji je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nad te in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, Božji sin. Luka 1:34-35. Kratek skok v zgodovino izvoljenega ljudstva. Preden pridemo do Marijine napolnjenosti s Svetim Duhom, seveda. Do Marije, ves čas prve zaveze, je bila Božja prisotnost vezana na dejstvo, da Bog govori svojemu ljudstvu. Bog je prisoten, ker in ko govori, obljubi in obljubo izpolni. To izkusijo Abraham, Izak, Jakob in vsi njegovi sinovi in končno Mojzes, ki Gospodovo besedo ureže v kamen in položi v skrinjo zaveze, ki postane prebivališče Boga, središče Izraela in kraj slavljenja. Ko slaviš Boga, prideš k skrinji, kjer je prisoten. To je vedel cel Izrael. Vedel je tudi, da je bil šotor poln milosti, nad njim pa je redno počivalo Božje veličastvo v obliki oblaka. Če parafraziram, moč Najvišjega ga je obsenčila. Angelove besede Mariji torej niso nevtralne, temveč se tičejo zelo specifične situacije Izraelove zgodovine, ki jo Marija seveda pozna. In še nadaljnji dogodek nekoliko kasneje, ko je kralj David skrinjo zaveze iz gora na Judovem v procesiji prenesel v Jeruzalem, se je na vso moč vrtel v plesu pred Gospodom. In ko so mu očitali, da je bilo to skrajno neprimerno, se je branil, rekoč, da pred Gospodom bom rajal, čeprav se bom ob tem ponižal.
Skratka, ni bilo samo dopustno, ampak naravnost hvale vredno, da je David slavil Boga pred skrinjo. In še več, če gremo nazaj k procesiji iste skrinje, kdo se je smel dotikati? Izključno in samo za to posvečeni duhovniki. Kdor bi si jo drznil samo dotakniti, bi moral umreti. In točno to se je po poti zgodilo. Uza je stegnil roko k Božji skrinji in jo zgrabil, ker sta jo vola nagnila. Tedaj se je ujela Gospodova jeza nad Uzajem ali pa Uzajem in Bog ga je tam udaril zaradi nepremišljenosti. Umrl je tam poleg Božje skrinje. Wow. Tako nepredstavljivo velika stvar je bila ta skrinja zaveze, pa je bila v končni fazi iz lesa in oblečena v zlato. Preprosto zato, da bi ljudstvo razumelo, da je Bog resnično prisoten in delujoč v svojem ljudstvu. In da bi ga zato z vsem srcem slavilo. Ko torej Marija posluša angelove besede, razume, da gre za mega dogodek. Angel ji govori, da postaja nova skrinja zaveze, v katerem bo prebivala beseda, ki je ustvarila svet. Če je bila prisotnost milosti že nad skrinjo in če je moč Najvišjega obsenčila vzhodni šotor, koliko bolj bo to veljalo za njo, ki ji angel napove rojstvo svetega Božjega sina. Marija ni nič več in nič manj kot nova skrinja zaveze. In če se prejšnje ni smel dotikati nihče, ki ni bil posvečen za to službo, za novo skrinjo zaveze velja podobno. Le da tokrat ne gre za posvečene ali neposvečene, temveč gre za greh ali ne greh. Resnične skrinje zaveze se greh ne more dotakniti. Ko enkrat Cerkev razume, da je Marija nova skrinja zaveze in da je slednja posvečena tako, da je brez madeža greha, nima drugega odgovora, kot je slavljenje Boga za tako čudovit načrt. In mi smo danes sredi tega veselega praznovanja Božjega odrešenja. Drugi, krajši vidik pa je cilj, v katerega je ta Božji načrt usmerjen. Marija, nova skrinja zaveze, ki nosi večno besedo, vir našega odrešenja. Celota je usmerjena v naš cilj, v našo dokončno obljubljeno deželo. Sveti Pavel ga je z navdušenjem opisal takole. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izbral, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu in naj slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. Efežanom 1, 3-6. Stvarnik nas je izbral, da bi postali njegovi sinovi in hčere. Želel je tudi, da njegov načrt svobodno sprejmemo in vstopimo v večno ljubezensko izmenjavo z njim. Človeški greh njegovega načrta ni omajal, temveč ga je v svoji nameri samo utrdil in s tem razodel veliko ponižnost Boga. Omogočil nam je vse, da bi njegov načrt svobodno dosegli in ta neverjeten dar sprejeli. Kako nam torej brezmadežno spočetje pomaga bolj vstopiti v Jezusovo odrešensko delo ter ga zanj bolj goreče slaviti? Ko zremo Marijino lepoto, ker ni poznala greha, dejansko zremo v Božji načrt za nas. Zremo naš končni cilj. Pa srečno pot vsem proti temu cilju.